Dobrodošli v podcastu Obrazi nevladnikov, ki ga pripravljamo s Centrom nevladnih organizacij Slovenije. Naša današnja gostja je Alja Bulič. Alja Bulič je umetniška ustvarjalka in producentka, ki jo pri delu navdihujejo predvsem varovanje narave, oblikovanje skupnosti, opolnomočenje žensk in izobraževanje otrok. Danes številnimi sopotniki ustvarja raznolike angažirane umetniške projekte, predvsem s področja gledališča in vizualnih umetnosti v okviru zavoda Gama Juna. Če nisi zadovoljen v svojem okolju, se moraš potruditi in zgraditi nove paralelne svetove. Z umetnostjo je to mogoče, pravi naša današnja gostja. Alja, dobrodošla v podcastu. Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Smo veseli, da te imamo tu. Povej, kako se je začela tvoja nevladniška pot? Ja, začela se je predvsem na kulturnem področju, kjer, kot si omenila, sem še vedno aktivna v glavnem. Začela sem ustvarjati plesno-gledališke predstave v kolektivu Bit na Mun, to je zdaj že kar nekaj let nazaj. In vedno, ko je stvar rata bolj resna, je potrebno zadeve organizirati in se mi zdi v teh kolektivih večjih se nekako te vloge naravno razporedijo in jaz sem pač prevzela takrat en velik del produkcije. Potem sem sem še vedno aktivna v umetniškem kolektivu Hupa Brajdič in tudi tam organiziram veliko dejavnosti, predvsem na področju gledališča. Potem pa, ko sem ugotovila, da bi v bistvu si želela bolj tako resno ukvarjati s kulturo pa angažirano umetnostjo, sem z nekaj somišljeniki odprla tudi ta zavod Gama Juna, ki pa deluje po dosti takih tipičnih nevladniških principih. V smislu, prijavljamo se na razpise, vodimo delavnice, vodimo strokovna srečanja, iščemo partnerje in podobno. Kaj pa sploh pomeni ime tega zavoda Gama Juna? V bistvu izhaja iz imena Gamajun, to je ime iz slovanske mitologije in predstavlja mitološkega ptiča z žensko glavo, ki izreka prerokbe. S tem imenom sem se seznanila čisto po naključju, ko smo enkrat organizirali maškare, kot jih organiziramo vsako leto. In vedno imamo neko skupinsko temo in tokrat je bila tema prav slovanska mitologija, se pravi božanstva in druga bitja. V bistvu je bilo to zelo zanimiva izkušnja, ker se mi zdi, da mi kle imamo zelo malo izkustva, zelo malo se učimo prav o tej zgodovinskem področju, se pravi naši slovanski predniki in to kulturno območje povezano s to dediščino. In takrat sem nekako začutila te korenine in potem sem se odločila, da bo to ime našega zavoda. Tudi zato, ker mi tudi v bistvu izrekamo, mogoče ne lih prerokbe, ampak se mi zdi neke pomembne stvari z našim projektom. Odločili smo se pa za žensko obliko, to je pa tako mogoče malo ena taka češenca na smetanici bila. Kako je pa potem to povezano torej s poslanstvom zavoda? Izrekate prerokbe? Kaj to konkretno pomeni? Izrekamo prerokbe. Jaz bi rekla, da pač izvajamo projekte, v katere smo odkali naše vrednote. Se pravi, kot si že omenila na začetku, veliko projektov je povezanih z varovanjem narave. Oblikovanje skupnosti se nanaša na to, da so projekti taki, da vključujejo veliko število ljudi. Naprimer, en večjih naših projektov je projekt Varuhinja rek, ki združuje prizadevanja za varovanje narave, predvsem na področju vodotokov oziroma celinskih voda, z različnimi umetniškimi pristopi, ki služijo namenu predvsem ozaveščanja različnih ciljnih skupin, od otrok do aktivistov, do medijev, do odraslih in tako naprej. In tukaj lahko omenim, ker eno srednji del tega projekta je skupinska fotografska razstava, ki vključuje 23 slovenskih rek in pa njihovih varuhinj. To so ženske, ki so na različne načine povezani s temi rekami in jih tudi na ta način varujejo kot aktivistke, se borijo za njih, kot umetnice, jih upodabljajo v svojih delih in tako naprej. Tole je reka Sava in pa znana slovenska naravovarstvenica Marjana Henigsfeld Adamič,
ki je zelo povezano s to reko. Mislim, da ta slika, to je fotografija Mance Juvan sicer, zelo dobro pokaže to nemo, to ljubezen, ne, da je šla v reko, se je prepustila za to fotografijo. In sicer reka Sava je v bistvu precej ogrožena tudi zato, ker je njen edini srednji tok še prosto tekoč, kar pomeni, da je reka samo tam še svobodna, divja in samo taka reka je lahko v bistvu v resnici zdrava. In Marjana se zelo bori za to, da bi ostala prosto tekoča, torej proti načrtom oblasti, da bi tam zgradili še 10 do 12 hidroelektrarn. Tako da zato sem tudi prinesla to fotografijo, da omenam ta problem in ta boj, ki je zelo aktualen. Kaj pa ta druga, ki jo gledamo tukaj spodaj? Tole je pa fotografija Boruta Kranjca, sicer fotografa mladine. To je umetnica, kiparka Tejka Pezderc, ki je tudi domačinka, ki živi, mislim, je preživela večji del svojega življenja ob reki Kolpi in tudi ustvarja, se torej navdihuje z vodo pri svojem delu. Je pa mogoče zanimivo, zakaj je ta fotografija precej politična, taka je pač Kranjčeva fotografija. Če mogoče vidite, tukaj ponazarja to žico. Vemo, da je reka Kolpa mejna reka, ki je žal pač v toku teh migracijskih tokih tudi vzela veliko življenj. In tudi ta fotografija je hotela poudariti ta vidik. Torej, ne gre samo za neko estetsko fotografijo, ampak je zelo večplastna. Predvsem pa želimo s to razstavo opozarjati na to, da naše reke potrebujejo v bistvu pomoč njenih varuhov in varuhinj, ker so ogrožene iz različnih vidikov. Imamo primere industrijskega onesnaževanja, na primer reka Soča, imamo primere čistko neozaveščenosti, da ljudje še kar mečejo smeti v reko. Tu gre za recimo primer reke Vipave. Imamo primer zelo neustreznih posegov gradbenih v reke in potem imamo pa vedno, s to razstavo smo potovali po celi Sloveniji in ugotovili, da ima v bistvu vsaka reka tudi nekaj svojih varuhov in varuhinj. To je pač ponavadi par zagnanih lokalnih aktivistov, ki si poskušajo prizadevati, da bi reko zaščitili, ne? In kar je seveda zelo plemenito, ampak hkrati zelo težko delo, ker jih je malo. In ti se reko, ali pa za naravo nasplošno, da danes boriš na sodiščih najučinkoviteje, kar pomeni, da rabiš veliko pravnega znanja, da rabiš znanje naravovarstvenikov, da rabiš odvetnika in to vse stane. Tako da ne bo ta intervju tudi apel temu, da dajmo se pridružiti lokalnim iniciativam. To mora biti štafetno delo, ne more biti to vseživljenjsko delo, ker je preveč izčrpujoče. In zelo pomembno je, da so vedno neki ljudje, katerim aktualni aktivisti lahko predajo naprej štafeto. Tako. Kako jih pa najdete, te aktiviste? V bistvu so se kar sami pojavili. Se pravi, ta razstava se izkazala zelo neko učinkovito platformo. Mi smo imeli, se pravi, do zdaj že 25 otvoritev po res celi Sloveniji. In vedno potem so pristopili tele lokalni aktivisti svojo problematiko in smo z njimi naredili okroglo mizo. In se mi zdi, da smo res, ker je bilo zelo ogromno tudi medijskega zanimanja, tako da mislim, da smo rekam dali veliko enega prostora, no, tako v slovenski javnosti. Kar pa mi zdaj delamo je pa to, da gradimo mrežo teh aktivistov, se pravi, jih povezujemo med seboj, organiziramo srečanja, delavnice, srečanja s strokovnjaki, nekako z našo pomočjo tudi lažje izvajajo zagovorniške aktivnosti, se pravi srečanja z predstavniki oblasti, se pravi tisti, ki na koncu odločajo, kaj se bo zgodilo z neko reko. Rekla si, da je to tako štafetno delo, ker na dolge proge ne gre, ampak ti pa to kar furaš že na dolge proge. Mislim, kaj te motivira pri tem delu? Kako to? Ja, mislim, zdi se mi, pač, to je pač moja vrednota, je pač to, da sodelujem pri varovanju narave. Zdi se mi v bistvu edino smiselno zares boriti za to, zato ker narava sama po sebi, sicer se mi zdi, da narava ne rab zares
mislim, da narava bo že v redu, ne? Bo že poskrbela same zase, pa kaj zdaj to pomeni za nas. Ampak nočem biti pač čist nek tak pasiven predstavnik generacije, ki je pač zafurala zemljo. Hočem, da prispevam svoj del pri temu, da pač lahko opozarjam, če ne drugega, svojo umetnostjo na to, da je treba naravo varovati, da smo narava, da nočem biti odmaknjena od nje. Tako zelo pomembno mi je, da zahajamo naravo in preživljam veliko časa tam in hočem pač, da ostane čista. In zdi se mi, da lahko vsak, ki čuti naravo, najde nek način, da prispeva k temu boju. Kaj bi pa rekla, da je tisti projekt, na katerega si najbolj ponosna? Ja, torej se poleg tega ukvarjam tudi z otroškim gledališčem. Torej, ta zavod GMJUNO je tudi nosilec projekta Čarovniški blues, to je tako otroško gledališče, v okviru katerega smo do zdaj izvedli že 5 predstav z ogromno ponovitvami po celi Sloveniji, tudi predstavo Zaobljuba reki. In ta predstava, ki je do zdaj bila v letu pa pol prizorjena že več kot 50-krat, kar se mi zdi kar dober uspeh, v bistvu vzgaja mlajšo generacijo v aktivno državljanstvo na področju varovanja narave. Se pravi, je zelo interaktivna, otroci v njej lahko sodelujejo, prav to kot varuhi narave. Torej v tej predstavi se otroci učijo biti varuhi in varuhinje rek. Se pravi, skupaj očistimo reko, potem skupaj na ves glas povemo tavarni, da je to narobe, da je umazala reko. Potem odstranimo jez, se pravi, se otroci učijo o pomenu prosto tekočih rek. In jaz se nekako predstavljam, da se jim bo vsaj enim od njih to nekam usedel in ko bojo malo odrastli in bojo se, ne vem, naprimer ugotovili, da je v njihovem okolju tovarna, ki res onesnažuje reko, se bojo spomnili na to, kako so takrat se drli vsi skupaj, tovarna, ne smeš umazati reke in tako naprej, in se bojo kot odrasli pridružili temu boju, da je treba reko zaščititi. Tako da zdi se mi, da je to delo zelo pomembno, mene osebno zelo izpopolnjuje, tudi pedagoški delavci so zelo, ali pa starši so zelo zadovoljni s tem in zdi se mi, da bi v bistvu izobraževalne ustanove mogle imeti ogromno teh vsebin, da postanemo aktivni državljanstvi, mislim, na katerem koli področju, ampak absolutno na področju varovanja narave. Tako da v bistvu tudi na ta način skrbiš za okoljevarstveno štafeto. Tako vzgajam nove generacije. Ki bodo potem lahko prevzemale to baklo. Pa a bi morda lahko z nami podelila kakšen kiks, je kdaj šlo kaj narobe? To so vse zelo veliko vredne lekcije za nas ostale. Ja, prav ogromnih kiksov ni bilo veliko presenetljivo, glede na to, koliko enih dogodkov sem že organizirala. Smo pa imeli en tak zelo neprijeten kiks, ki se je sicer dobro končal ravno s to razstavo, kajti ta razstava, te slike so razvite v različnih velikostih in ko smo prvič postavili ta velike fotografije, to so 120x180, pač v neki občini, ne bom zdaj omenjala, je meni tiskar opozoril, moš vprašati, kakšne imajo, tu imaš te velike panoje, kamor daš pol te velike slike, moš vprašati, kakšna je dolžina in širina. To smo preverili, vse je štimal, tiskar je rekel, veš, vse te panoji so itak enaki po celi Sloveniji. In pridemo mi tja z 19 takrat temi fotografijami, no in potem se je skazalo, da pa nismo preverili za višino in širino smo, ne pa za debelino panojev. In so imeli tam neke drugačne in so bili za par milimetrov preozki za 2 ti fotografiji, ki so da vsaka na eno stran. In to je bilo dopoldne, popoldne je bil napovedana ta otvoritev, veliko ljudi ne bi prišlo, mediji, okrogla miza, strokovnjaki in jaz sem bila tam čist obupana. Kaj zdaj? Tudi na občini, se pravi, krivi smo bili jaz, ker nisem pač tega vedela, in občina in tiskar, tako da smo si delili to krivdo, ampak se takrat to ni bilo pomembno, kdo je kriv. In potem so bili pa tam zraven 3 komunalni delavci, ki so v bistvu oni so zadolženi, da postavljajo razstavo in so najbrž se jim zasmilila in so iskali rešitev in so rekli, noč, bomo mi kar nalepili eno fotografijo, bomo dali v pano, eno bomo pa nalepili z druge strani z nekimi temi lepili. In so se tako res potrudili in so to cel dan delali, šli so izven svojega delovnega časa in na koncu je ta razstava stala.
Ampak je veliko, mislim, da sem tam kakšen let svojega življenja v tem stresu pustila. Tako da mislim, na koncu smo pa imeli seveda spet zaplete, kako dati slike narazen, ampak to je pač druga zgodba. Pa še en zanimiv, recimo Kiks je bil, ko smo pač, jaz sodelujem tudi z umetniško skupino Hupa Brajdič, ki izvaja performance za odrasle. Smo bili v Celovcu, ker so nas povabili v neko kulturno ustanovo Innerkultur, ker takrat so oni izvajali promocijske aktivnosti za nek ogromen projekt, v okviru katerega so na štadion v Celovcu prenesli en cel gozd. No, in to je... In jaz moram reči, da ta zadeva ni imela z mano nobene veze, ampak z nekom od naših in tam se je na tem performansu nekako znašel tudi gospod z nojem, ki ga včasih vidimo tudi v Ljubljani. In je bil ta noj nekaj časa, to je bil nek večerni dogodek, tam potem ga je ta gospod odpeljal, vse so pospravili, nič tazga in oni so to prenašali, ne, v živo. In potem, ker je pa pač ta velik projekt bil povezan z lokalno oblastjo, ker je bila takrat, ne vem, levičarska in je valjda šlo vse skupaj po nosu desničarjem, klasična zgodba. Naslednji dan se v tem desničarskem mediju pojavil ta noj in naše ime, Hupa Brajdič in zlorabljanje živali in ne vem kaj, in ker so pač seveda hoteli biti kritični do lokalne oblasti. In mi smo bili čisto zaprepadeni, ker naenkrat smo se znašli v nekem zelo čudnem kontekstu, tako da jaz drugače, ne, sem ful zagovornica pravic živali, tako da me to, ampak je šlo za neko čisto politično situacijo, tako da to je bil tudi en tak čuden dogodek, no. Ste kaj korigirali, ste kaj pisali za kak novinarski popravek? Mi pač smo nekaj poskušali, ampak kaj ne jaz, veš, v bistvu je to bilo pod našim performansom, čeprav bi bilo zelo posredno, lej, pač smo šli stran, pa je bilo, tako da v bistvu je bilo neka zadeva, ki je bila večja od nas, no. Malo so nas namučili. Namučili, kot v reko. Ja, kot v reko, ja. Tako, torej pri celem kupu aktivnosti umetniških si torej dejavna. Zakaj pa potrebujemo umetnost? To je morda tako veliko vprašanje, ni treba ogromnega odgovora, lahko je tudi manjši odgovor, ampak... Ja, to je res zelo široko vprašanje. A ne, mi smo živali z domišljijo in umetnost nam omogoča, da to domišljijo, da ta potencial res razvijamo v res neslutene širine in višave. A ne, umetnost nas tudi, za razliko od čistega entertainmenta, nas v bistvu sili ali pod nas zahteva, da smo kritični, da reflektiramo, nam ponuja to možnost. Zdi se mi, da dobro, imamo veliko vrst umetnosti in vsak gledalec jo dojema čisto na svoj način, to je zelo subjektivna zadeva, zato zdaj soditi, kaj je dobra umetnost ali pa ne, se mi zdi nesmiselno, no. Ampak zdi se mi vseeno, da umetnost sama po sebi nosi ta potencial, da je angažirana. Da neki mene recimo zanima zelo ta neka povezovalna umetnost in s to umetniško skupino Hupa Brajdič smo res ogromen enih projektov naredili za zelo različne publike. Bili smo tudi še pred vojno v Ukrajini, kjer smo na povabilo avstrijskega režiserja Gerharda Frezaherja sodelovali pri enem ogromnemu v bistvu umetniškem spektaklu No Disco Behind, ki je bil izveden v tovarni, kako je že bilo, likalnih desk. In v tej tovarni so pač delali ukrajinski delavci, bila je sicer tovarna avstrijskega lastnika. In mi smo ker smo bili en teden tam, vsak dan hodili na pač vaje, in teh delavcev, in potem sem se zavedla, v bistvu, mi smo zdaj v bistvu plačani, mi se kle zabavamo, v bistvu iz profita, ne, v bistvu njihovega dela in meni kot pač res zagreti levičarki to vseeno malo ni bilo tako prav. In smo se potem izposlovali, da ker pač ta dogodek je bil predviden za zvečer, ogromno ljudi je prišlo, spet ogromno umetnikov in unih tajkunov in vsega boga. A ne, mi smo se pa potem zmenili, da naredimo pa vseeno za te delavce ukrajinske kakor generalko. A ne, naš performance je bil postavljen na nek tak ogromen labirint in so res te delavci, pa so jih povabili in so tam hodili po teh labirintih. Ne vem, kako se jim je vse skupaj zdel, ker je vse skupaj bilo zelo odštekano, ne, pa zelo neka taka sodobna umetnost. Ampak se mi zdi, da so ful uživali, pa smo jim, ko so nas prosili, smo jim še tam iz naših zalog namenjenih umetnikov fulene vodke prešvercali. Tako da jaz sem ful za to, no, da umetnost povezuje res
različne ljudi, različne ciljne skupine, različne razrede, da se mi zdi to en prostor, kjer se lahko vsi srečamo. In to taka umetnost me v bistvu zanima. Krasno. Ja. Kje se pa potem ta umetnost stika z aktivizmom, okoljevarstvenim, recimo v kontekstu teh fotografij? V kaj si želiš, da bi te fotografije prerasle? Je to zdaj nekaj, kar opolnomoči te lokalne akterje, da medijsko pozornost preusmeri na njih? A je še kaj, kar je cilj? No, cilj je seveda ozaveščanje in pa da se čim več ljudi spodbudi, da se k temu pridruži, zato ker najprej, da si greš, ti postaneš aktivist, moraš vedeti, kaj je sploh problem ali pa da problem obstaja. Ne? Kar se pa tiče konkretno te razstave, mi si želimo zdaj to razstavo razširiti na mednarodno raven, najprej na Balkan, kar pomeni, da bi radi isti koncept, se pravi reka pa ženska, ki jo varuje, prenesli na območje Balkana, da bi ta razstava bila izvedena, v bistvu, da bi pridobili fotografije iz 8 držav, torej vse države bivše Juge, Kosovo in Albanija. In zakaj? No, zato, ker pač na Balkanu je pa ta zadeva tako na čist nekem drugem nivoju. Kot prvo, Evropa, mislim, Zahod cel, ali pa cel svet dojema Balkan kot neko priročno okoljsko kolonijo, a ne, kjer lahko zajezimo vse reke, kjer lahko kopljemo liti in tako naprej. In je v bistvu zadeva res tragična. Jaz sem bila tam lani aprila na neki taki turneji in sem si ogledala veliko lokacij. In vidiš, mislim, take grozne prizore od reke, ki je postavljena v cev, od nek čudovito, slikovito gorsko okolje in tam hidroelektrarne, kada bi bile pri nas v Triglavskem narodnem parku. In res ful korupcije, ful zlorab oblasti. Po drugi strani je pa tam aktivizem na takem nivoju, da pa je to res navdihujoče. Tam imaš cele vasi, ki se borijo za reko. Tam imaš primer ene vasi Krušice, ker so 500 dni protestirali cel dan in vse noči, da so obranili, da ne bi bagari šli čez most in jim zajezili reko, ker so rekli, imeli smo vojno, imeli smo tole vode, pa ne damo. Ne? Tako da tak naboj, ki je bil res navdihujoč in želimo podpreti ta naboj s to razstavo tam, hkrati pa tudi podariti te res pozitivne zgodbe z Balkana, v katerih ful redko mi slišimo o vseh teh tenzijah med etničnih nacionalizmih, ampak ti imaš tam primere, ko naprimer Srbi pa Albanci skup čuvajo reka Una, ki so jo zdaj uspeli ubraniti poletje, jo čuvajo in na bosanski strani aktivisti, in na hrvaški. Veš, podariti ker tam je pa še ta vidik nacionalni, ne, ki pri nas ni bil aktualen, ker smo delali v Sloveniji, tako da podariti te pozitivne zgodbe, da reke povezujejo, pa tudi, da ženske si prizadevajo, a ne, za to povezovanje, za med narodi, med ljudmi. Tako, to vidim, da je en ful, mislim, umetnost ima podobe, besede, ima res moč, a ne, umetnost ima tudi subverzivno moč, lahko v bistvu sproši družbene spremembe, lahko jih podpira, lahko jih napoveduje, absolutno jih reflektira. Tako da, ja, to je v bistvu, kar se tiče tega projekta, to imamo te velike cilje. Kaj so pa še kakšni drugi načrti za prihodnost? Ja, torej, kar se tiče tega projekta je to, potem hočemo narediti res učinkovito mrežo aktivistov za vodo v Sloveniji, da bi se prav ljudje, ki bi se želeli pridružiti ali pa znajdejo nek problem, točno vejo, na koga se obrniti, da jim lahko svetuje. To si želimo ustvariti. Jaz želim ustvariti nove otroške predstave, zdaj delam novo na področju socialnega vključevanja oziroma izključevanja, ker se mi zdi to tudi ena zelo velika problematika pri otrocih in mladih. Potem želim si ustvariti tudi otroško predstavo, s katero bom lahko potovala po teh nekaj malo bolj kriznih žariščih, rečemo, pa delati tam za otroke. To se mi zdi nekaj, kar bi me res izpopolnjevalo, da lahko prineseš nekaj pozitivnega, ne, tem otrokom, ki so res v težkih položajih. Ker delati otroške predstave pri nas je super, ampak ne vemo, naši otroci k srečanju so vseeno dosti privilegirani, ne, v primerjavi s kakšnimi drugimi. Ja, pa še naprej, no, tudi s to umetniško skupino Hupa Brajdič vodimo en uprizoritveni prostor v podhodu Ajdovščina, ki smo ga dobili v upravljanje od mestne občine. Tako da si želim, da bi ta prostor še živel, ker je tudi en tak skupnostni prostor,
kjer v bistvu ogromno enih artistov, ustvarjalcev je že lahko izvedel svoje projekte, ker vemo, ne, gentrifikacija in podobno prostorov je vedno manj za neko tako neinstitucionalno umetnost. Tako da to si želim, da bi lahko še naprej vodili, pa še naprej omogočali en tak prostor izražanja za vse, ki imajo kaj pametnega za povedati. So srečo pri teh projektih. Najlepša hvala, Alja, da si bila z nami. Zdaj, s tem mi danes zaključujemo z našim podcastom Obrazi nevladnikov, se pa vidimo spet naslednji mesec. Hvala tudi vam, da ste nas poslušali.